danes doživljamo, kdo vse želi priti v Evropo. In sem želijo ljudje prihajati zato, ker je skozi 2000 let Kristusov evangelij Evropo oblikoval v to, kar v resnici pomeni. Zadaj so judovske korenine, zadaj je rimsko pravo, zadaj je grška misel. Brez tega Evrope ne bi bilo. In prve korake je krščanstvo naredilo v Evropo skozi Makedonijo. Tam se je oblikovala prva krščanska skupnost na evropskih tleh. In na to skupnost je bil apostol Pavel posebej navezan. Ljudje je bil izrazito prijateljski odnos. Pri srcu so mu bili Filipljani, zelo pri srcu. Skozi zgodovino so potem našo Evropo oblikovali tudi kraji, ki jih je Božja previdnost na poseben način izbrala za razodevanje svoje volje. Tudi Porčen. Ob toliko drugih mestih prikazan, kjer je Bog skušal nagovarjati svoje ljudstvo in njegove odločitve. Porčen pravzaprav razmeroma pozno. Glavni dogodek v tem kraju, mi dovolite, da predvsem za naše romarje preberem kar odlomek iz knjižice o dogodkih iz Porčinja. Glavni dogodek je bil 8. septembra 1855. Lourdes je zelo blizu. Takrat se je mlada Tereza duš kot ponavadi vračala domov s svojo kravo. Preprosti ljudje, preprosto življenje, navajeni skromnosti in navajeni prositi Boga za vse tisto, kar so potrebovali, pa sami niso zmogli. In ni znano, ob kateri uri, ampak približno okoli poldne se je to dogajalo. Tereza je pomislila, da krava morda še ni do konca sita. In je vzela koš in srp, da bi zanjo nažela nekaj trave na travniku izven vasi, kjer je tekel potoček. Začela je kositi travo, ko je nedavno zaslišala glas: "Hčerka, kaj počneš tukaj?" Zagledala je prelepo in milo žensko, ki pa ni nosila svečanih plemiških oblek, ampak je bila oblečena kot kmetica. Svete stvari, nebeške stvari, svetnike. Postavljamo v oblačimo v znaki, ki blizu, pa Bog prihaja k nam. Takšen, kakršni smo mi, Jezusovo rojstvo, pravi človek. To je nekaj nezaslišanega. In Marija pride sem kot kmetica. Ne more preprosto, ne more na gošni plemiški opravi. Preprostim ljudem pride kot preprosta žena, ki pa nosi nebeško sporočilo. Zato gre, da Bog pride dovolj blizu, da ne zbežimo od njega in smo sposobni sprejeti njegovo sporočilo. In Tereza duš je zagledala prelepo in milo žensko. Pozdaj je pripovedovala o njeni lepi in blesteči obleki, pa ni znala povedati, katere barve je bila, ker so odtenki nekako prihajali iz ene barve v drugo. Ko je vprašala: "Hčerka, kaj počneš tukaj?" je Tereza odgovorila:
nekaj trave bi rada nažela. Zelo zanimiv pogovor. Kaj počneš tukaj? Če bi Bog na takšen ali drugačen način kogarkoli izmed nas vprašal, kaj počneš tukaj? Kakšen bi bil naš odgovor? Pa ne gre samo za ta trenutek, ko smo se zbrali v tej cerkvi v Porčinju, ampak gre za vsak trenutek našega življenja. Če bi bilo Božje vprašanje, poslušajte, kaj počneš tukaj? Kako bi odgovorili? In Tereza je odgovorila, nekaj trave bi rada nažela. Gospa pa je nadaljevala, ne veš, da je danes praznik in da Bog na praznik prepoveduje delati in da je takrat delo greh. Daj mi sem, pomagala ti bo. In to naročilo boste lahko videli v prezbiteriju na vaši levi strani. Ob nedeljah ne delaj. Ali kakor poznamo Božjo zapoved, spoštuj Gospodov dan. Vzela je srp in na to ji je velela naročiti ljudem, naj naredijo procesijo, da si pridobijo odpuščanje. Naj molijo in naredijo procesijo iz ahtna in maline do cerkve v Porčinju. Potem sta bili še dve prikazanje. V tem prvem prikazanju je bilo tudi naročilo, ne preklinjajte. Spet Božja zapoved. Ne skruni Božjega imena. In ne gre samo za to, da ne skrunimo Božjega imena. Gre za to, da skrunimo sami sebe. To je nezaslišano. Kletev je oskrunitev mojega srca, oskrunitev mojih ustnic, oskrunitev moje besede. In kje naj prebiva potem Bog? V srcu, ki je oskrunjeno, na ustnicah, ki so oskrunjene, v besedah, ki skrunijo. Lepo povabilo za vse nas romarje, da bomo držali Pavlovo navodilo, kjer pravi: nobena slaba beseda naj ne pride iz vaših ust, ampak če je katera primerna za spodbudo, poslušalcem v korist. A si predstavljate, koliko naših besed bi odpadlo, če bi govorili besedo za besedo po tem merilu? Da je v korist tistemu, ki nas posluša. Poslušalcem v korist. Za drugo in tretje prikazanje bomo potem bliže spoznali po maši, ko bomo šli okoli oltarja, nas bo vodil gospod Aleš. Bog, poglejte, ni samo vstopil v to našo Evropo, ampak jo je skozi različne dogodke in skozi različne kraje oblikoval. Pa danes rekel sem, da sta tukaj dve Božji zapovedi izrazito močni. In posvečuj Gospodov dan. Danes smo tudi vse druge zapovedi razvodeneli. In včasih tudi v svojih krščanskih glavah. To ni samo stvar brezbožnih, tisti, ki ne verujejo, tisti, ki pravijo, da so napredni. Ne, to se dogaja tudi v krščanskih glavah. Ne ubijaj. Jaz sem prepričan, da najbrž nihče izmed nas ne bi hotel biti ubijalec. In da peta Božja zapoved stoji. Vam pa zastavljam vprašanje takole. Če bi vas nekdo vprašal, a je sploh dovoljen, pa bi pomislili, ne, ni. Ampak v takšnem in takšnem primeru bi pa bil. Smo stopili preko. Peta zapoved ne velja več.
ne ubijaj. Podobno za evtanazijo. Ali je dovoljeno umoriti starega človeka, bolnega človeka, umirajočega človeka? Ne, človeka ni dovoljeno ubiti, ampak v takšnih in takšnih okoliščinah bi pa bilo dovoljeno. Glejte, tako se počasi v nas, kristjane, seli ta protiživljenjska miselnost. In s tem naša družba postaja nevarna. Kdo izmed nas ima lahko zagotovilo, da je varen in da bo kdorkoli ob njem poskrbel, kolikor bo le mogel za to, da nam bo dobro, da ne bomo osamljeni, da bomo mogli živeti. Ko ne ubijaj, ne velja več. Takrat postanemo nevarna družba. Ali, kako pravi francoska filozofinja Chantal Delsol, predkrščanska družba, poganska družba. Začne se pa ne skruni Božjega imena in posvečuj Gospodova. Ko začne Bog iz naših ust doživljati skrunitev in ko petek ni več petek in svetek ni več svetek, ampak je oboje pomešano, nekako glede na moje razpoloženje, takrat krščanske Evrope ni več. Krščanska Evropa izginja. A bomo mi sodelavci pri tem izginjanju krščanske Evrope, ali bomo v tej Evropi ostajali kakor sol, kakor luč, kakor kvas, kako nam je naročil Jezus, je pa odvisno od moje odločitve. Ali bom tako, kakor Tereza tukaj v Porčinju, kakor Bernardka v Lurdu in kakor toliki pred nami, za kar nam daje zgled Jezus sam, v življenju izbiral to, kar je Božja volja, ali bom v življenju izbiral to, kar mi svet ponuja. Marija je ob vsej zadregi, ki jo je doživela v angelovem iskanju, zmogla. Zgodi se mi po tvoji besedi. Prosimo tukaj na tem svetem kraju, da bi tudi mi vedno znova mogli izgovoriti, zgodi se mi po tvoji besedi. Amen. Nebeški Oče, vemo in se ti zahvaljujemo, da smo tvoji otroci in prihajamo pred te kot tvoji otroci z vsemi prošnjami za to, kar potrebujemo. Za sveto cerkev in njene pastirje naj kljub oviram pogumno oznanjajo svoje vstajenje. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki so po svetu deležni zapostavljanja in preganjanja, naj vztrajno hodijo za teboj. Prosimo te, usliši nas. Za mlade naj se odzivajo na tvoj klic in vztrajajo pri svoji odločitvi. Prosimo te, usliši. Za zakonce, ki ne morejo imeti otrok, služe med seboj. Prosimo te, usliši nas. Za pokojne naj bodo smiljeno naročje in svetniki deležni. Prosimo te, vsemogočni Bog, povedali smo ti svoje prošnje in tem prošnjam pridružujemo še prošnje naše petke in vsakega izmed nas in te prosimo. Daj nam to, za kar prosimo in predvsem nam podari vse tisto,
kar v resnici potrebujemo po Kristusu našem Gospodu. Kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo vsa srce in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, brate in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme to daritev. Dobri Oče, po Mariji tvoj sin postal človek, kar ji časti devištva ni zmanjšalo, temveč ga je posvetilo. Zaradi njegove daritve nam odpusti grihe, da bo naša daritev tebi prijetna po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe vsemogočni Bog slavimo v vseh tvojih svetnikih, posebno pa v spominu blažene device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizko svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega sina, našega Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo in angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupno veselju kličemo. Sveti, sveti, svet si ti, Gospod, Bog vsega slavstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, tvojo smrto znanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje
Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Stanislavom, tukajšnjim škofom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Florjanom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Odločati se tako, kakor je Božja volja in ne tako, kakor ponuja svet. Kako? Poglejmo Jezusa. Jezus je skozi vse življenje živel v tej razpetosti. Očetova volja in stalne ponudbe sveta. Od puščave naprej do Kalvarije. Če se Sin Božji stopi s križa. In vedno se je odločil za očetovo voljo. V neprestani molitvi. Nočeh v molitvi, jutra v molitvi, večerje v molitvi. In ta bližina z očetom je bila moč, iz katere je živel očetovo voljo. Kakor je rekel, moja jed je, da izpolnim očetovo voljo. In za nas velja isto. Moč bomo dobili v sklenjenih rokah. Moč, da ostanemo zvesti evangeliju. Da ostajamo v resnici luč in sol in kvas. So zmolimo, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In podarjajmo, vedno podarjajmo ta Božji dar miru drug drugemu. Jagnje Božje, ki odjemlješ grihe sveta. Nas, jagnje Božje, ki odjemlješ grihe
sveta, usmili se nas. Jaśnie Božje, ki odjemlješ grihe sveta, podavi. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak rekli le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na njegovo gostijo. Molimo. Dobri Bog, prijeli smo nebiški zakrament, ko veseli slavimo Sveto Devico Marijo, te prosimo, naj jo vedno posnemamo in življenje srečujemo, da smo odrešeni po Kristusu našem Gospodu. Ecco, se volete sedere 2 minuti. Prima diamo parola alla signoretta. Lo stesso. Faccio io, va bene. Allora, a voi tutti, soprattutto Monsignor Arcivescovo,
un benvenuto e grazie per essere venuti in mezzo a noi. Don Vitorino pozdravlja najprej gospoda Načkofa Stanislava, potem pa vse vas, ki ste prišli tukaj v Porcin na romanje. Sarà un bel ricordo per i Porcius pensare a questa data, 4-4-24, e questo per la bella presenza appunto dell'arcivescovo di Ljubljana, Monsignor Stanislau, mi pare, Zore, vero? To se pravi, tukaj je zelo pomenljivo, da smo zbrani tukaj v Porčinju, ki nas nagovarja na različne načine, tako tudi današnji prihod gospoda Načkofa. E con una presenza, quella dell'arcivescovo, che mette in luce ciò che è avvenuto in questo paesino in quel lontano settembre 1855, cioè le 3 apparizioni della Madonna, una avvenuta dove è adesso la cappella, la Iancona, e 2 dietro il coro, alla piccola Teresa Dus, divenuta poi in seguito anche Suor Maria Osanna delle Suore della Provvidenza di San Luigi Scrosoppi. Tukaj ste na kraju, kjer se je 8. septembra 1854 deklici 10 let stari Terezi Duš prikazala Devica Marija. Prvo prikazanje je bilo tam, kjer sedaj stoji kapela spodaj. Drugi 2 prikazani sta bili pa tukaj v cerkvi za oltarjem. To se pravi Tereza Duš, 10-letna deklica, ki je potem vstopila k redovnicam, sestram Božje previdnosti, ki jo je ustanovil tukajšnji svetnik, sveti Luigi Scrosoppi. Ecco, vorrei quasi concludere con questi 2 ultimi pensieri e innanzitutto mettere in luce un perché molto importante che giustifica anche la vostra presenza, soprattutto la presenza di Sua Eccellenza, cioè dalla scoperta di un manoscritto circa 15 anni fa. Abbiamo saputo che la Vergine Santa ha parlato alla piccola Teresa Dus nel dialetto che veniva il dialetto che veniva parlato in questo paesino di Porcius e in pratica in tutti i paesi italiani confinanti, vero, con la Slovenia. Pomenljivo je, da tukaj na tem kraju, da ste danes tukaj, ker se je Marija ob prikazanju deklico Terezo Duš nagovorila v domačem tukajšnjem narečju, v bistvu v beneški slovenščini. Proprio per questo io penso che in questi 15 anni siano venuti a concelebrare in varie circostanze dai 200 ai 300 sacerdoti sloveni, alcuni vescovi, tra cui anche il cardinale Frank Rode. Tukaj se je v teh letih, odkar smo poživili romanja v ta sveti kraj, se je zvrstilo kar nekaj romarskih skupin, preko 200 duhovnikov, tudi večkrat obiščejo nekateri škofje in bil je tukaj tudi 1 leto kardinal Franz Rode. Concludo col dire appunto, formulare un bel augurio, che fra non molto ci possa essere una bella collaborazione tra la Chiesa friulana e la Chiesa slovena, soprattutto nella liturgia e in generale nella preghiera. E con questo di nuovo tanti auguri, Monsignore, e grazie a voi di essere venuti. Kot zaključek pravi Don Vitorino, da tu je tudi pomenljivo, ko se srečujemo tukaj cerkev v Furlaniji, Videmska nadškofija in pa cerkev v Sloveniji, da smo tukaj na poseben način povezani v teh skupnih bogoslužnih slavjih in pa potem tudi v naši skupni molitvi. Tako vam vošči vse dobro ob današnjem dnevu, pa tudi drugače. Lepo pozdravljeni. Zdaj vam bo v domačem narečju izrekel pozdrav vaške skupnosti, gospod Luciano Turco.
Dobar dan vsem vas. Pozdravim in zahvalen monsignor Naskov, que te tos Ljubljane e per su masu per nasu tu mica ruas, na mica na was ang malo minjeme. Ko prijeta ve na puneta sempre lijepo tole crkvo. Ang Sveta Marija veseli kur vid puno juda. Mi tu nedelju smo 12-13 minjeme per marše. Però bomo le date sempre naprej, in collaborazione z vami, je sempre lepa e benvenuti te na Pulcini. Te places dol, tu hiso proloco, smo napravili na mican rinfresco, no, Don Vittorino, sotto. Kurse fini masa, se novi date dole bomo govorili malo po slovenskem, malo po talijanskem. Pozdravljam in zahvalim vseh vas. Samo tako, tukaj romamo zdaj že kar nekaj let, ko sem bil v Novi Gorici, je prišel Don Vittorino, gospod Ciril Čargo, so prišli in nas nagovorili in prvo večja organizirana skupina smo bili duhovniki z Goriške, ki smo poromali tukaj na ta kraj in takrat so se potem začela organizirana romanja. Tako večje romanje prvo pride, začetek romanj, soboto pred belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, takoj po veliki noči. Potem je pa zaključek sezone romanj, je pa zadnjo soboto v avgustu. Pridejo ljudje od vsepovsod, vedno več nas je, tako da tam tudi čez 100 zdaj v jeseni, ko je bil tukaj škof Jurij, je bilo pa še bolj organizirano, tudi preko družine, je bilo tukaj čez 300 ljudi, tako da je bilo kar eno tako doživetje. Je pa drugače to kraj, ta kraj je zelo miren, vidite, odmaknjeno tistega živžava v dolini, tudi ni dostopen z velikimi avtobusi, tako da, ampak prihajajo manjše skupine s kolesi, peš, nekateri z vrha, nekateri del. Nekje tukaj ta itinerar je, da se gotovo tukaj obišče kapelo, kjer je bilo prvo prikazanje, potem tukaj v cerkvi običajno obhajamo sveto mašo in potem po sveti maši in vas bom tudi povabil, gremo okrog oltarja, da vidite tudi ta kraj drugega in tretjega prikazanja, ko je Marija Terezi duš na roko zarisala znamenje, ki je ostalo zavedno, križ, znamenje križa. Drugo, kar je Tereza duš, 10-letna deklica, potem se je pozneje odločila, oziroma najprej so jo dali v sirotišnico. Kljub temu, da je imela doma starše, da je imela brate, sestre, malo iz cerkvene discipline so se takrat ustrašili tega in pa malo pa tudi zaradi tega, ker je Marija spregovorila po slovensko oziroma po beneško. Je šla najprej v sirotišnico, potem se je odločila, da vstopi v samostan Božje previdnosti, tam in niso dovolili, da bi kakorkoli tudi to edino izjemoma so nekatera poročila, da so nekateri ljudje, ki so bili hudo bolni, prišli in takrat so predstojnice dovolile, da se je ta bolni človek dotaknil tega križa in so bila nekatera ozdravljena, to sicer po pripovednem izročilu. Tukaj so se ves čas ljudje zbirali k molitvi rožnega venca. Še danes je tako. Se ljudje zbirajo, to se pravi, se nadaljuje tudi ta molitveno izročilo. Tako in tukaj na poseben način res tudi prihajajo bolniki, zato je tukaj podoba, slika Marije z Jezusom, to je zdravje bolnikov. In pridejo poleti vsaj 2-3 srečanji prav za bolne in invalide, tako da tudi iz Slovenije pridejo, tako da je tudi tukaj molitev za zdravje. Še ena stvar pa je tukaj, ki nas tudi lahko zelo nagovori. Tukaj na vrhu
je tako imenovana planšarija Porčin, Malga di Porčus. Tam se je pa leta 1945 zgodilo nekaj hudega, nekaj težkega. Tudi Italijani so se uprli fašizmu, nacizmu, so imeli tudi oni partizane, žal so se tudi pri njih razdelili. In tukaj so bili tako imenovani ozobski partizani, ki niso bili komunisti. Garibaldijevi so bili pa komunisti, ampak tukaj je vse obvladoval naš 9. korpus in tukaj vedo starejši ljudje povedati, kakšne grozovitosti so se dogajale v teh krajih, da so metali križe dol, tudi požigali hiše, preganjali kristjane, tako da tudi zaradi tega so se malo pol oddahnili, da niso prišli pod komunizem, čeprav so jih tukaj pa z druge strani tudi preganjali, tako da tukaj je bilo res eno težko življenje. No in tukaj gor na tej planšariji se je februarja, mislim, da 16. februar 1945 se je zgodilo, da so Garibaldijevi partizani prišli, to se pravi politični komisari in podobno, in so pobili 16 teh ozobskih partizanov, nekomunistov. To je pa tudi spomin in tudi povabilo, kako je res potrebno moliti za spravo, za mir na svetu. Tako, zdaj, ko bo končala sveta maša, bomo šli okrog oltarja. Če bi pa kdo želel, potem vas peljem tukaj 1 minuto stran, je pa rojstna hiša, ima zunaj eno tako obeležje Tereze Duš. No, Tereza Duš je zaključila svojo pot zelo mlada, en mesec pred večnimi zaobljubami v samostanu, je umrla še ne stara 25 let. Tudi to je neko pričevanje, kako se je dala čisto v tej tihoti, kako je služila Bogu. Tako, na kratko. Prosili bomo za blagoslov vseh nas romarjev, za blagoslov naših odločitev, da se bomo v resnici odločali za Božjo voljo in na poseben način tudi za blagoslov Don Vitorina. Ker če sem prav zračunal, potem tam v centru visi neka slika, da je leta 2014 obhajal Zlato mašo. Contato bene, 2014 lei ha celebrato il giubileo d'oro del sacerdozio. Allora quest'anno è 60 anni che Dio la benedica. Con tutta la sua con tutto il suo amore, certo. E grazie per questa accoglienza così cordiale, calorosa. Quando ritornerà le offriremo un buon pranzo. Grazie. Ja, zdaj ste po maši, ste povabljeni spodaj, in na kratko osvežitev. Ja. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino prikazanje v tem svetem kraju, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdemo v miru.